Sam 3 dni je do potovanja in ker se je treba cepiti za vse mogoče stvari, smo dali vse tule noter in jaz sem se odločil, da bom zdaj kratko malo pičil. Ne, sej ne, no. Ja, kar bedna šala, ampak gremo se pa zdaj res cepiti proti Klopnemu meningoencefalitisu. klopnemu meningoencefalitisu. Evo, pozdravljeni vsi skupaj, pozdravljeni, evo, Barbara Pečer-Breznik. Preden da daš, pa potreba je seveda povedati, da nekaj špikl. Čist mehka bod, relax, evo, malo pošpikalna. Jaz imam ful rada cepljenja drugače. Kar čutim, kako se delajo proti telesa. Skratka, dobiš, bom rekla, še eno štempilkico. Noč povej, si živčen. Ko šus. Možete se pa lupček videti dušice. Joj, na zadnje sem skupala, ko sem mi klivo vzeli. A to je to? Ja. Žur. Zdravljeni! Pozdravljeni! Takole smo midva preživela cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem se naučil izgovoriti to zapleteno besedo. Kaj bi šele bilo, če bi za njo zbolel? Groza. Zdaj ne bom. Čeprav v potovanju v Azijo mogoče ne pomislite najprej na klopni meningitis, ampak so bolj hepatitis A, B, tifus, tetanus in ostale nepridipravske zadeve, smo se midva vseeno cepila proti klopnemu meningoencefalitisu zgolj zaradi tega, ker se pojavlja tudi na nekaterih območjih Azije, kamor mogoče greva. Tudi Slovenija je ogrožena območje drugače. Precej. In zanimivost, da klopnega meningoencefalitisa in ostalih sorodnih nevarnih itisov ne prenašajo samo klopi, ampak Klopni meningoencefalitis lahko dobiš tudi v okuženem mleku od ovc ali koz. tako. Zato mi pijemo kavo brez vsakršnih dodatkov, tudi mleka ni noter, da se le ne bi okužila s klopnim meningoencefalitisom. Prvi 2 cepivi se morata zgoditi v roku 1 meseca, potem je naslednje 3. čez pol leta in pol se dela samo reimunizacija, torej po 3 letih in potem do konca življenja po 5 letih. Fino se je cepiti že po zimi, zaradi tega, da smo potem do pomladi že imuni, ko klopi skačijo iz vseh mogočih praproti in te čakajo, ko sediš na klopci. Poleg tega, da sva se cepila za klopni meningoencefalitis, sva se midva za potovanja cepila tudi še za hepatitis A in B. Hepatitis A in B se lahko cepite skupaj, potrebni so 3 odmerki, prve 2 v roku 1 meseca in potem naslednji čez pol leta, zaščiteni ste za 10 let ali več. Hepatitis A je problematičen v državah, kjer je slaba higiena, tako da si veliko umivite roke. Hepatitis B se pa prenaša s spolnimi odnosi ali z recimo transfuzijo ali pa s tetoviranjem. Za tifus. To je črevesna nalezljiva bolezen. Cepi se 14 dni pred potovanjem, potem postanete imuni in potem se dela poživitvene odmerke na 3 leta. Za tetanus. Za tetanus ste najbrž že cepljeni, ampak mogoče ne veste, da se na vsakih 10 let lahko cepite zastonj pri osebnem zdravniku. Do okužbe pride, ko se ranite z umazanim predmetom. Za rumeno mrzlico. Rumeno mrzlico dobiš v Srednji in Južni Ameriki in v Afriki, ampak za Zanzibarje ne rabite, ker preletite direkt na otok. Eno cepljenje velja za 10 let. In to so tudi neka cepiva, ki jih midva priporočava. Ja, tako. Nisva se cepila pa recimo za steklino, čeprav ne bi bilo slabo, za kako Indijo, recimo. Pa absolutno pač nisva cepljena proti malariji, ker cepivo proti malariji žal še ne obstaja. A bo kdaj obstajalo? Mogoče bo. Mogoče bo, ampak zaenkrat boljš preventiva.